Slovenska mednarodna organizacija ITF, ki se ukvarja z razminiranjem in pomočjo žrtvam min, bo v sodelovanju z Univerzo na Primorskem jutri začela kampanjo ozaveščanja o posledicah protipehotnih min. Kampanja sloni na projektu, ki so ga razvili v Kolumbiji. 28-letni Simon Vogrinec je brez nog ostal oktobra lani, ko je s padalom pristal na Jahorini v bližini Sarajeva. Kmalu po doskoku na pobočje, ki ni bilo označeno, da bi tam lahko bilo minsko polje, je odjeknila eksplozija. Zaradi napak nekoga drugega sem dejansko pri 28 letih ostal brez obeh nog. Zdaj to dejstvo, to stvar vzeti kot sprejemljivo, je zelo, tako bom rekel, težko. Simon s pomočjo različnih donatorjev skuša zbrati denar za proteze, ki bi mu omogočili čim bolj uspešno vrnitev v vsakdanje življenje. Govorimo tudi tam približno okrog 100 000 evrov za obe nogi. Trenutno smo z zbiranjem sredstev nekje na polovici. 4. aprila potrebujemo tudi vas. Na simbolni ravni bomo zavihali hlačnico in izrekli apel. Posodi svojo nogo. Takšno kampanjo so pred 3 leti začeli v Kolumbiji, ki je druga s protipehotnimi minami najbolj onesnažena država na svetu. Lani je kampanja dosegla želen učinek. Po namestitvi instalacije na trgu Bogoti, ki je ponazarjala več kot 9000 žrtev protipehotnih min v zadnjih 2 desetletjih, je akcija Zavihamo hlačnico zaživela po vsej državi. So razvili dober sistem protiminske dejavnosti, tisto, kar je pa najpomembneje, ustrezno zakonodajo, ki je lahko zaščitila, predvsem poskrbela za rehabilitacijo žrtev. V ITF-u seveda upajo, da bo sporočilo kampanje doseglo čim večje število ljudi. Slovenija k sreči ni minsko onesnažena. Na primeru Simona Vogrinca pa vidimo, da protipehotne mine ne izbirajo žrtev. Zato 4. aprila ne pozabite vsaj na simbolno gesto.